Radovednih 5, naravoslovje 4. razred, ljudje smo si podobni, a vendarle različni. Stran 4.4. Ljudje spadamo v isto vrsto organizmov in to smo človeška vrsta, torej ljudje. Na svetu nas živi že okoli 8 milijard. Razlikujemo se po spolu, barvi kože, starosti, teži, velikosti, pa tudi po notranjih značilnostih. Lahko rečemo, da je telesna zgradba pri vseh podobna, pa vendarle je vsak od nas različen, vsak je edinstven. Najožji sorodniki so si pogosto podobni, torej govorimo, da so otroci podobni staršem, lahko pa tudi starim staršem, celo stricem. Na svetu naj bi bilo okoli 125 milijonov dvojčkov, od tega 10 milijonov enojajčnih. Enojajčni so si zelo podobni, bistveno bolj kot pa tisti, ki niso, predvsem navzven, pa vendarle imajo tiste notranje lastnosti, spretnosti, talente, pridnost, natančnost, lahko zelo, zelo različne. Dvojajčni dvojčki si običajno po videzu niso tako zelo podobni, pa tudi ne po notranjih lastnostih. Staršev se na potomce prenaša dedni zapis, to pomeni, da je že ob rojstvu v otroku zapisano, koliko bo visok, kakšno barvo las bo imel, oči, ni pa zapisano, kakšno šolo bo končal, saj je to odvisno tudi od tega, koliko se bo v življenju potrudil in kako bo njegovo okolje vplivalo nanj. Na primer, če ima nekdo starša športnika, še ne pomeni, da bo tudi on športnik. Če se ne bo trudil, če ne bo treniral, njegov talent oziroma dar ne pomeni nič. Enako velja, na primer, za glasbo. Lahko sta oba starša športnika, otrok se rodi in njegovem DNA zapisu, to je dednost ali dednina, je zapisano, da ima velik dar za glasbo. Pa vendarle, če ga glasba ne bo veselila, če ne bo hodil v glasbeno šolo, ne bo nikoli glasbenik. Na telesne značilnosti in vedenje vpliva tudi okolje, v katerem posameznik živi. To pomeni, če nekoga iz Ljubljane postavimo v neko revno afriško vas, da ne bo mogel hoditi v šolo, ne bo mogel biti uspešen glasbenik, odvetnik, učitelj, zdravnik in tako dalje. Za uresničitev naših sposobnosti, naših talentov, našega dedne snovi, je potrebno tudi dobro okolje, ki na nas vpliva pozitivno, ki nas vzpodbuja, in potrebno je tudi, da smo sami pridni, delovni. Masajski in evropski deček sta si zelo različna. Seveda, rojena sta čisto na drugem koncu sveta. Različno je tudi njuno okolje, kakšna pa je njuna notranjost, pridnost, notranje značilnosti, pa ne vemo. Lahko bi masajski deček bil enako uspešen kot deček iz Evrope, na primer iz Slovenije, če bi le imel tako vzpodbudno okolje. Rasa ali barva polti je barva naše kože. Na svetu obstajajo 3 rase ali 3 barve polti. To so bela, rumena in pa črna. Pred leti so ljudje zmotno menili, da obstaja še rdeča barva polti.
In to naj bi bili Indijanci, ameriški Indijanci. To ne drži. Imeli so le rdečo barvo na sebi, ko so šli v bojne pohode. Zato so jih Američani napačno označili za rdečekošce. To ni njihova barva polti. V resnici so ameriški Indijanci rumene barve polti. Jaka pravi: v mojem dednem zapisu piše, da imam spretne prste. Postan bom pianist. Zala pa mu odgovori: morda, ampak šele vaja dela mojstra. Če ne boš redno vadil, ti zapis ne bo kaj prida pomagal. Kar je tudi res. Za dobrega pianista je potreben talent, nadarjenost, ampak tudi veliko, veliko dela.